vlog številka 1000. V resnici ne vem, kako naj ga začnem. Vem, da tako bom rekel, v nasprotju s pričakovanji, ker ste to velikokrat poudarili prek zasebnih sporočil ali pa skozi komentarje, se v tem vlogu ne bom peljal 300 na uro, ne bo hudih avtomobilov. V resnici se niti premikali ne bomo, ker bom jaz cel čas sedel na tem stolu in mogoče je to ta pravi trenutek, da se po dolgem času spet malo odprem, pa da povem, ali pa da gremo skupaj skozi zadnjih dobrih 8 let, skozi 1000 vlogov. Moje življenje se je v zadnjih 8-9 letih, odkar obstaja Komotar minuta, in potem so se seveda zgodili še atmosferci, moje življenje se je fejst spremenilo. Na veliko različnih načinov. Pa se najbolj, da začnem kar na začetku. Ta prvi vlog sem objavil, mislim, da enkrat junija meseca, to je bilo leta 2016. Že v prvem vlogu so bili objavljeni tudi kadri od tukaj. Mislim, da sem mami pripeljal kruh, sem v Lukovco, od koder prihajam. Že v prvem vlogu je bila tudi moja hčerka Ava Dalin, ki je bila takrat stara 2 leti. Danes je pa 10-letno dekle. Tako da najprej bi rad nekaj razpucal. Zelo mi je žal, da v tej 1000 ni nekih ognjemetov, da se ne kadijo gume in da se ne peljemo 300 na uro, tako kot sem prej rekel. Veš, tale 1000 moram priznati, da me je obremenjevala ful bolj, kot sem pričakoval. Zato, ker ko enkrat pride vlog 800, to je bilo v pandemiji, takrat sem zadel koš z takrat najvišje slovenske zgradbe, pa potem nekaj časa zatem vlog 900, potem začneš razmišljati o številki 1000. In ta 1000 me je, pa ne vem zakaj, obremenjevala ravno v tem, da sem razmišljal, kaj vse moram jaz pripraviti pa narediti. In je bil sestavljen tudi že konkreten načrt, gledal sem tudi že lokacije, kje bi priredil nek dogodek, koga bi povabil, ker se veš, jaz se zavedam, da 1000 vlogov pa vse ni kar tako narediti, pa da je treba v to vložiti velike energije, pa znanja, pa sreče. In konec koncev teh 1000 vlogov se nikoli ne bi zgodil, če ne bi bilo tukaj tudi vas, vseh tistih, ki spremljate redno ali pa občasno. In v resnici to ravno tako kot sebi, pa vse okolici, ki me je vedno podpirala pri tem, da počnem to, kar počnem, ravno tako to dolgujem tudi vam. In tega se zavedam in se mi zdi, da me je to malo povozil. Vem, da gremo zdaj malo tako, da ne bo preveč komorno, no, ampak se mi zdi, da je prav, da to povem, ker bo to pojasnilo tudi druge okoliščine, predvsem glede nastajanja vlogov. Toliko iskren moram biti, namreč ta 1000 je mene tako obremenila, da sem se jo začel bati. In da sem začel vloge bolj poredko objavljati. Veš, vmes so se pa potem začeli dogajati tudi kviki, pokončen format, pa krajši videi.
In vmes sem naredil kakšen kviki sam zato, da ni bilo treba vloga, da nisem bil bližje številki 1000. In na ta račun so bili vlogi v zadnjih, dajmo reči, 2 letih res bolj poredki. Če sem povsem iskren, imam na lagerju, mislim, da je 25 vlogov, ki so posneti, pa niso sestavljeni. In to mi ni všeč, to mi ni fajn. Ampak saj pravim, to se je zgodilo ravno zato, ker sem se tisočice bal. Razmišljal sem, kaj moram narediti, ampak večkrat sem se to vprašanje vprašal. Bolj pogosto sem prišel do enega zelo preprostega odgovora. Zakaj sem jaz zdajle tukaj v Lukovci? Zakaj sem samo jaz, pa zakaj samo govorim? Ker se mi zdi, da si, kljub temu, da si ga na nek način ne zaslužim, ampak da ves ta pomp, ki bi prišel zraven tega vloga, bi ga lahko dobro izkoristil, pa tudi unovčil. Ker se je mrzdo oglasil in je želel biti del vloga 1000, pa bi jaz lahko tudi kaj v žep dal. In na koncu sem prišel od tega, da na nek način, da si tega preprosto ne želim. Da želim, da pride ta 1000, pa da tudi gre. Jaz sem ga hotel tudi kar preskočiti, pa iti iz 999 na 1001. Ampak potem večkrat, ker sem to razmišljal, bolj sem se pomiril s tem, da glejte, jaz bi rad sam delal videe še naprej, pa mi mogoče ta 1000 zdaj pomeni vse manj. Kar je na nek način dobra novica, ker sem s tem prišel do enega zelo pomembnega spoznanja, da kljub 1000 vlogom, pa ne vem, 250, 260 kvikijem in v bistvu nešteto video vsebinam, če tukaj upoštevam še Instagram, pa storije in tako naprej, da če imam jaz danes željo samo ustvarjati naprej, pa iti proti 2000 mogoče, je to dober znak, da v meni je še ta energija pa želja ustvarjati. Ustvarjati z besedo, s fotkami, z video vsebinami in to je to. Zato je ta vlog 1000 v resnici na podoben način narejen, kot vsi ostali moji vlogi prej. Snemam ga s telefonom in je na nek način tak minimalističen, tako kot so sestavljeni moji vlogi. Pa sej tisti, ki spremljate, veste, o čem govorim. In v teh 1000 vlogih, oziroma v teh 8 letih, kot sem že prej rekel, se mi je zgodilo veliko enih stvari. Za veliko najbrž teh stvari ali pa dogodkov ne veste, za marsikakšnega pa seveda veste, se je očitno, meni se je življenje spremenilo vmes korenito. In to je pač life. No, pa da če nadaljujemo s tem updateom, veš, pri tej 1000 sem začel nazaj razmišljati, s kom vse sem sodeloval, kaj vse sem doživel. Ti se bo zdaj najde 300 na uro. Kaj vse sem posnel in videl. Viva Italija! Kdo vse se je pojavil v mojih vlogih? Za mano, za nami je ena taka krasna pot, ki je preprosto, mogoče brez preveč pompa, samo želim nadaljevati. Ne! To je fucking moje! Ko se je vse skupaj začeli, je bilo to zame ene res noro obdobje, ker sem se moral naučiti biti ali pa pretvoriti ali pa temu rezimeju ustvarjalca vsebin, ker vsebine sem ustvarjal že prej, niso vse skupaj začeli s komotar minuto. Sem moral kar naenkrat dodati še to spremembo, da sem se spremenil tudi v poslovneža, v nekoga, ki mora na vsebino gledati tudi iz povsem drugih zornih kotov. Ja, preverjeno!
To so tudi leteli. In najmanj, kar lahko rečem, je to, in to še danes velja, da sem veliko boljši ustvarjalec vsebine kot poslovnež, čeprav sem se tudi na tistem področju, rekel sem postal, se mi zdi, da bistveno boljši, ali pa dajmo reči, raje bolj spreten. Kaj še? V teh 8 letih so se zgodili tudi atmosferci in to me zelo veseli. Veš, kakšen vlog manj sem pa tja je tudi s tem razlogom, da je treba atmosferce v podcaste, v to, da neko podjetje dela in živi skozi vsebino, kar je še posebej težko. To pač jemlje čas pa energijo, ampak ne najdem boljših ljudi oziroma v nobeno bitko ne grem tako rad kot s Sašo pa Juretom. In seveda zdaj tudi po novem s Sebatom, ki je postal 4. atmosferc, dajmo reči ne pol leta nazaj. Rad bi se zahvalil tudi vsem tistim, ki ste mi vedno in od začetka stali ob strani. Za tiste, ki spremljate, pa tudi mojim družinskim članom. Ne vem, zakaj jokam. Zdi se mi, ko začneš razmišljati o nečem tako velikem, tako skoncentrirano, je lepo, pa včasih tudi malo težko. A veš, zdaj mi gre skozi glavo vsi tisti prvi vlogi, kako se je vse skupaj začel, Madonna, ej. A ti veš, da sem jaz naredil, ko sem začel s Komotar minuto, da je bil vlog vsak dan 192 dni zapored. Mislim, to je bilo res noro. Pa se pa stvari, tako kot življenje, vse malo spremenijo, pa predrugačijo, pa grejo ene stvari malo bolj počasi, pa morda kje drugje malo hitrej. Pa če že govorim, ali pa sem ta vlog začel kot en update, bi mogoče rad povedal samo to, da sem super. Da sem zelo zadovoljen s tem, kar imam in s tem, kar počnem. Da sem vesel, da še vedno, ko pridem zvečer domov ali pa ko je treba ustvariti vsebino, a je to story za Instagram, a je to reel, a je to vlog, da to še vedno delam z veseljem. Saj pridejo dnevi, ki si utrujen, pa si ti ne da, pa... Ampak tako se mi zdi, da je povsod. Tudi pri sanjskih službah, ker to, kar jaz počnem, zame zagotovo je. Tako da jaz sem srečen poslovno in zasebno, z Evo, z Avo in z otroci in tako naprej. Zdaj, ker nazaj gruntam, a veš, dostakrat me kdo vpraša, Ciril, danes bomo malo daljši, vseeno, ne. Tisti, ki je nehal, je že itak nehal. A ti kakšen vlog kdaj za nazaj pogledaš? In moj odgovor je ponavadi enak. 2 vloga sta, ki jih pogosto pogledam za nazaj. Dajmo reči enkrat na let, se to je veliko. Kdo gleda vloge za nazaj? Nihče. Prvo je vlog številka 1, samo zato, ker je bil prvi. Pa v njem praktično ni besed, po mojih lahko na pamet povem, rečem, lega Mustang, pa rečem, mami, predvsem pa na koncu proti meni preteče Ava. Ta drugi vlog, ki ga pa najrajš pogledam za nazaj, tega sem pa verjetno pogledal že več kot 100-krat, je pa, mislim, da naslov eden najlepših dni ever, ni najbolj posrečen naslov, ampak je tak bil, to je pa dan, ko sva šla z Avo na izlet. In to je tudi vlog, ki ga jaz pa Ava pogosto skupaj pogledava, ker je fajn. Mogoče samo še to. Glede ustvarjanja vsebin, Komotar minute, atmosfercev in tako naprej, stvari tečejo dalje. Ironično ali pa hecen je to, da, veš, ko se je Komotar minuta začela, je bilo ene par prebojnih vlogov, ki so v nekem trenutku zares se hitro pa na ful razširili in so pomagali uveljaviti ali pa vzpostaviti nek prostor Komotar minuto na družbenih omrežjih v Sloveniji.
Jaz pa Saša sva šla 2016 jeseni, oziroma konc poletja, kva govorim, sva šla v Romunijo na predstavitev. Takrat jaz še kot član Siola, Saša pa Avtomagazina sva šla voziti na sloviti Transfagarašan, sva šla voziti takrat novega Cayena in Macana GTS. In v tem trenutku, ko ti gledaš tale vlog, sva s Sašo ponovno na poti, ponovno v Romuniji. Najbrž se v tem trenutku, ko je ta vlog objavljen, že vozva proti oziroma po Transfagarašanom in spet s Porscheji. Neverjetno, kako se ene stvari poklapajo. Ne? Porsche naj je tja povabil, ker izvedenka Turbo praznuje 50 let. Pa tudi Transfagarašan se mi zdi, da v tem času praznuje 50 let. Tako, en tak detajl. No. Drugače pa vsebin bo še veliko. Vsem tistim, ki še kar zmeraj vztrajate, pa pogledate kakšno komotar minuto, hvala. Tako, ko je bilo ta prvi dan, še danes se mi zdi, da, ampak prav zares, cenim vsako gled. Malo tudi zato, če sem iskren, ker jaz od tega živim in od umestitve nekih podjetij, ki jim zaupam, pa s katerim dobro sodelujem, pač to je moja služba. Predvsem pa, hvala za vsak ogled, zato ker jaz vem, kako je življenje hitro teče. Kako je treba pametno razporejati svoje minute in ure v dnevu, zaradi aktivnosti, zaradi šole, zaradi službe, zaradi otrok, zaradi skrbi za bližnje, pač zaradi lajfa, stari. In če ti nameniš meni ali pa vsebini, ki sem jo ustvaril 1 minuto, 30 sekund, 5, 10, 15 minut, to meni zelo veliko pomeni. Zares. In na koncu, če ves sranje popucaš, pa tudi te lepe pa te dobre stvari, sem najbolj zadovoljen, da še vedno uživam v tem, kar počnem. In to je en tak hud privilegij, se mi zdi, ki ga zagotovo nima vsak. Jaz mislim, da sem te glavne stvari povedal. To je to. Zdaj grem pa gor, vzamem gizmota, pa greva skupaj v Maribor, ko poberem avo v šoli. Danes je drugi šolski dan. Tako malo. Za zakulisje. Folk, lepo se mejte. Danes ni šlo 300 na uro. Saj, kdaj sploh že šlo? No, parkrat smo se pelali hitro, ne? Po kakšnih dirkališčih. Mislim, da je bil vlog 300 narejen na Nürburgringu, a? Je nič. Gremo naprej. Lepo se mejte. Vlog 1001 pa ne vem, kva bo. Izbere imam veliko tam na disku. Radi se mejte, pazite na svoje zdravje. Pa zapomnite si, bodite prijazni, no, ne biti pizde. Vedno rečem, pa si nisem jaz tega zmislil, da ful lažje je obsojati, pa grdo govoriti, pa kamen vršiti, kot razmišljati. Dej, dosti je. Evo, pa sem naredil en res na koncu, ker se nisem znal ustaviti. Folk, ajde, čau. Ja. No, en product placement pa lahko dam, ne. Spremljajte Atmosferce na YouTubeu, pa na Instagramu, pa podcaste se mi zdi, da imamo kar v redu, pa za jesen pripravljamo eno tako dobro serijo res hudih gostov. To je to. Ajde, čau.